No, hvala kolegice in kolegi, da ste prišli ob tej relativno zgodnji uri, pa da ste prisotni. Študija, ki jo bom zdaj predstavil, je bila praktično diplomsko delo gospe Dušanke Bohinc in v samem izvajanju in to diplomsko delo je zagovarjala že uspešno zagovarjala pred 3 leti. Tako da v samem izvajanju preiskave bo prav gotovo več lahko povedala Duška. Ampak, ker sem bil tam tudi komentor, pa nekaj vem tudi jaz o tem, kaj smo izvajali. To se pravi, če gremo najprej na vsebino. Najprej bom nekako v uvodu prikazal, kako se izvaja merjenje duktilnosti po standardu 13589. Potem bom predstavil zahteve za s polimeri modificirane bitumne in najprej zahteve po sedaj veljavnem standardu 14023 iz leta 2010 in potem še izpolnjevanje zahtev po novem predlogu standarda 14023. To je glavno delo, potem bomo pa še prikazali primerjave energije raztezkov med metodami DIN 52013, po kateri smo izvajali preiskavo pred leti in po sedaj veljavnem standardu 13589. Ta preiskava po DIN-u se je izvajala samo pri 25 stopinjah Celzija. Potem bodo pa še predstavljene bolj kot zanimivost in kot dodatna vrednost korelacije med energijo pri preizkušanju duktilnosti z nekimi osnovnimi preiskavami bitumnov. To se pravi, če gremo na postopek, vzorec bitumna se po standardu za preiskavo razteguje, dokler ne doseže loma ali 400 mm raztezka. Beležita se sila in raztezek, izračuna se deformacijska energija. In deformacijska energija je določena z integriranjem razteznih krivulj. Energija, ki je predpisana v standardu, je določena kot kvocient deformacijske energije in začetnega preseka preizkušencev, ki je natančno 1 kvadratni centimeter. Po starem standardu se je beležila energija na celotnem razteku do pretrga in se je tudi ovrednotil, po prejšnji verziji standarda se je celotna energija ovrednotila. Po novejši verziji standarda je rezultat preiskave energija med raztezkoma, to se pravi 200 mm in 400 mm. Končen rezultat je, to se pravi, po sedanjem veljavnem standardu, kohezijska energija, to se pravi energija, ki se porabi za raztezanje od 200 mm do 400 mm. Študija išče torej odgovore, ali so zahteve standarda uporabne za s polimeri modificirane bitumne, ki se uporabljajo na slovenskem trgu, ali je energija v korelaciji z rezultati drugih osnovnih lastnosti bitumna in ali je optimalno določenje energije med raztezkoma 200 mm in 400 mm ali so res nepomembni tisti deleži energije pred tem in po tem raztezku. Pogoji preizkušanja v laboratoriju ZAK se izvajajo te preiskave pri 5 stopinjah in 10 stopinjah in 25 stopinjah Celzija, v standardu so pa dovoljene še 20, 15 in ponovno standard in pri 0 stopinjah Celzija. To se pravi, ne izvajamo preiskave pri vseh možnih temperaturah. In ocene korelacij, kot sem prej omenil, so bile izvedene tudi v primeru, ko so bile dolžine raztezanja drugačne od tistih, ki so določene v standardu. Če gremo splošno k tej preiskavi, pomembna je oblika odvisnosti sile od raztega, ki daje kvalitativne rezultate o kohezivnih in elastičnih lastnostih s polimeri modificiranih bitumnov. Pri osredotočenju na čiste številčne podatke brez ustrezne interpretacije oblike celotne krivulje se lahko izgubijo koristne informacije. Primer je začetna sila, ker začetna sila je velikokrat odvisna od tega, koliko je utrdel osnovni bitum, potem pa proti koncu pa prevzame od začetka naprej
ima pa glavno vlogo pri tem raztegu kakovost polimera. Oblika krivulje je to se pravi odvisna od lastnosti uporabljenega polimerov in to od vrste polimera, od porazdelitve polimera v bitumnu, od koncentracije polimera v bitumnu in tudi od zamreženosti polimera. V skladu s standardom 13589 je uporabnost metode omejena na bitumne, ki dosežejo 400 mm raztega in se predtem ne pretrgajo. Toda mnogi polimerni bitumni, ki so po vseh drugih kriterijih dovolj kakovostni, pri nižjih temperaturah tega raztega ne dosežejo in se prej pretrgajo. Ravno tukaj na sliki se vidite s polimerjem modificiran bitumen, ki se je pri 5 stopinjah Celzija pretrgal pred raztegom 400 mm. Pri pripravi vzorcev se lahko tudi pojavijo težave pri odstranjevanju kalupa, saj se preizkušanci takrat zlahka zlomijo, ker ti kalupi, kot vidite, dobimo tak ploščat vzorc in je treba, bi rekel, zelo previdno ravnati z njimi. To se pravi, izkušeno osebje lahko izvaja te preiskave. No, če gremo zdaj na zahteve standarda, sedaj veljavnega standarda, pri sedaj veljavnem standardu imamo za preiskavo pri 5 stopinjah 3 možne razrede. To se pravi, en razred je, najzahtevnejši je, da dosežemo več kot 3 džule na kvadratni centimeter, možni so pa še razredi 3 in 4, kjer dosežemo lahko samo 2 džula ali 1 džul. Potem je še razred 5, preiskava, ki se izvaja pri nič stopinjah Celzija, kjer je zahteva, da dosežemo več kot 2 džula. Potem je razred 6, to je preiskava pri 10 stopinjah in pri 10 stopinjah sta razreda 6 in 7, to se pravi, da dosežemo več kot 2 ali več kot 3 džule na kvadratni centimeter. Potem je še razred 8 za preiskavo pri 15 stopinjah, kjer je nekoliko nelogično postavljena meja 0,5 džula. Potem je razred 9 še, kjer preskočimo na 2 džula. In potem sta še razreda 10 in 11, kjer je za preiskavo pri 20 in 25 stopinjah zahteva več kot pol džula na kvadratni centimeter. In če sedaj pogledamo naše rezultate, v laboratoriju ZAK smo preiskali okoli 300 različnih vzorcev bitumna. In če pogledamo najprej preiskavo pri 5 stopinjah, to je če vidite. To se pravi tale stolpac. Tukaj ugotovimo, da je povprečje skoraj da 8, to se pravi povprečna vrednost ugotovljena pri 73 vzorcih je skoraj da 8. Zahteve so pa, kot vidite, več kot 1, več kot 2 in več kot 3, kar pomeni, da so gladko vsi bitumni, ki smo jih preiskali, presegali to vrednost, to se pravi so zadostvali. In ta zahteva sigurno ni selektivna, če smo dosegali skoraj da 8, maksimalna klasa, maksimalni razred je pa 3, je to se pravi nekoliko neustrezni so postavljeni ti razredi pri 5 stopinjah. Če pogledamo pri 10 stopinjah, tukaj smo dosegli v povprečju 3,65, vzorcev je tudi kar precej bilo preiskanih, 40 in 3,65 vidimo, da večina jih je doseglo klaso zahtevo več kot 3, nekateri, približno 20% vzorcev pa ni izpolnjevalo, to se pravi zahtev za razred 7 in so bili razred 6. To se pravi, so zahteve ravno prav selektivne, da razporedimo vzorce v razred 6 in 7. Pri 25 stopinjah pa vidimo, da je ugotovljeno povprečje samo 0,43. Zahteva je pa, minimalna zahteva je pa 0,5, kar pomeni, da večina vzorcev ni izpolnjevala zahtev pri 25 stopinjah Celzija. Je pa kot zanimivost, večina preiskav po EN, po DIN, to se pravi po starem standardu, pa je izpolnjeval, ker je bilo povprečje 0,75. Zdaj pa, če gremo še na nove zahteve, to se pravi v predlogu standarda 14023, ki je zdaj v obravnavi, je pa majčkeno drugačen
način, kako so. Razredi so opredeljeni, potem pa pri vsaki temperaturi lahko izbiramo, v kateri razred sodi. Naprimer imamo ničla, pa lahko izbiramo, naj sodi v razred 1, potem pri preiskavi pri ničlu ali v razred 7. Poljubno izbiramo. To se pravi, je majčkeno večja fleksibilnost, kot je bilo v prejšnji verziji standarda, kar je prav gotovo boljše. In če zdaj pogledamo, pri 5 stopinjah Celzija smo imeli naše povprečje skoraj da 8, to se pravi, lahko razporedimo, lahko rečemo, da vsaj razred 3 mora dosegati bitumen s polimerjem modificiran bitumen, nekateri s polimerjem modificirani, skoraj da polovica jih pa dosega tudi razred 2. Potem pa, če pogledamo, to se pravi preiskavo pri 10 stopinjah, je isto kot prej, to se pravi doseganje razreda 4 in 5, nekateri dosegajo razred 4, nekatere slabši razred 5, je pa problematično še vedno preiskava pri 25 stopinjah. Pri 25 stopinjah, kot vidimo tudi pri novem predlogu standarda, več kot razreda 7 nimamo, to se pravi, konča se razredi pri 0,5 in imamo isti problem kot po stari verziji standarda. Namreč morali bi to novo verzijo torej dopolniti, vsaj po naših izkušnjah, z razredi za minimalno energijo 0,4 ali celo 0,3. No, če tukaj zdaj še pogledamo primerjavo med standardom DIN in standardom EN, to se pravi, po DIN standardu se razlikujeta samo po obliki kalupa, tukaj vidite oblika kalupa po standardu DIN in oblika po standardu EN. In izkazalo se je, ko smo naredili primerjavo, da je precej večji standardni odmik med vzorci bil pri preiskavi po standardu DIN, kar pomeni, da je v bistvu nova oblika standarda nam da nekako bolj zanesljive rezultate, ker manjši raztros rezultatov. Tudi smo ponavljali jasno, da na enem vzorcu po DIN in po EN smo ugotovili bistveno večji raztros rezultatov, ko smo izvajali preiskavo po standardu DIN. To se pravi, ta sprememba oblike kalupa je bila ustrezna. To je seveda vse velja pri 25 stopinjah Celzija. No, potem smo pa še iskali, kaj nam prinašajo, to se pravi, če izvajamo, če ovrednotimo, to se pravi, preiskavo pri manjših in večjih raztegih, kot so predpisani. In potem, če takole pogledamo, smo vzeli, naprimer, razteg samo do 0,5 cm, do 50 mm, pa od 0 do 100 mm, od 0 do 150 do 200, to je vse izven standarda, pa naprimer smo šli kar naprej po takih območjih 200 mm in smo od 50 do 250, od 100 do 300, od 150 do 350, potem po standardu je ravno ta integral, ta površina med tem dvema krivuljama od 200 do 400, ampak šli smo tudi naprej, smo zabeležili tudi do 250 do 400 in tako naprej, nekje do 400-600. In ko smo primerjali, ko smo vse te integrale izvajali, smo samo pogledali povprečno vrednost energije in smo videli, da pri 25 stopinjah povprečna vrednost energij narašča. Večji, ko vzamemo ta interval, dlje od izhodišča vzamemo ta interval, večja je. In v vseh primerih je bila energija, ki smo jo dobili po standardu DIN, višja od energije, ki smo jo dobili po standardu EN. No, potem smo pa še naredili korelacije, kot sem prej omenil. Največja korelacija, kar takoj pokažem, največja je korelacija med raztegom od 0 do 50 mm in penetracijo. Vidite, da je naprimer na tem območju kar krasna korelacija. Ostale korelacije so bile bistveno manjše. Če pogledamo pri preiskavi pri 5 stopinjah, je isto med penetracijo in raztegovalno energijo, ampak je korelacija samo 0,23, to je popolnoma zanemarljivo. Nekoliko bi rekel že neka znatna korelacija pri 10 stopinjah in kot sem prej že prikazal, pri 25 stopinjah je pa že kar visoka in kar zanesljiva korelacija.
kar je seveda logično, ker se penetracija izvaja tudi pri 25 stopinjah in nam kaže na kohezijo bitumna. No, ampak pri 25 stopinjah so bile zanimive tudi druge korelacije s standardnimi preizkusi. Naprimer, bila je že zmerna korelacija ugotovljena tudi med točko zmehčišča in energijo, ampak na drugem intervalu, ne 0,5, ampak na intervalu naprej od standardiziranega med 400 in 600 mm. No, potem smo še poskusili čist za igranje z matematiko še korelacije z dvema osnovnima lastnostmi bitumna in zopet je bila pri 0,5 praktično zanemarljiva. 0,31 korelacija, nobene korelacije nismo dobili više od te, potem pri 10 stopinjah je bila praktično ista korelacija, samo da je penetracija, pa še indeks penetracije, ampak praktično ista, prej je bilo 0,72 s penetracijo. No, že nekoliko večje korelacije smo pa dobili, jasno, da pri 25 stopinjah, kjer je zanimivo, ne, da sta pa kot faktorja, ne, kot neodvisni spremljivki, poleg penetracije nastopaš pretrgališče po frasu, ne, in to na intervalu od 0 do 150 mm. In naprimer, dosti velika korelacija je bila tudi med elastično povratno deformacijo, indeksom penetracije in energijo na intervalu 400 do 600. To se pravi, pri 25 stopinjah dobimo že celo množico korelacij. No, če gremo zdaj na zaključke, zahteve v standardu 14023 za duktilnost pri 5 stopinjah niso dovolj selektivne, to se pravi, bo nov standard v bistvu nam pomagal, da bomo bolj selektivne zahteve postavili. Pri 10 stopinjah je ravno prav selektivna, pri 25 stopinjah pa je povprečna vrednost vzorcev pod zahtevami vrednostjo. In meja za ta standard bi morala biti, kot sem rekel, 4 ali 0,4 džule na kvadratni centimetrov ali nižja. Druga možnost pa je, da bi bilo potrebno energijo za razred 11, to se pravi 0,5, uporabiti na drugem intervalu, ker kot smo videli, z raztegom pri 25 stopinjah energija narašča. Lahko vzamemo, naprimer, kot sem rekel, interval od 400 do 600 mm. No, preizkušanje po metodi DIN ima slabšo ponovljivost kot preizkušanje po metodi EN. Najvišje korelacije s standardnimi preizkusi bitumna so bile ugotovljene pri preizkusu pri 25 stopinjah Celzija, in to med penetracijo in energijo na intervalu od 0 do 50 mm. Visoko korelacijo je mogoče razložiti z dejstvom, da sta duktilnost in penetracija poskusa, ki sta povezana s kohezijo in se penetracija izvaja tudi pri 25. Zmerne korelacije pa so bile ugotovljene tudi z drugimi standardnimi preizkusi in to na intervalu med 400 in 600 mm. Poleg v standardu zahtevane energije na intervalu 200 in 400 sta torej pomembni še energija na kratkih raztegih od 0 pa naprimer do 150 mm in energija na dolgih raztegih od 400 do 600 se je izkazalo, kot da ima največjo korelacijo z ostalimi lastnostmi. To je vse, hvala za pozornost. Hvala, Marjan Tušar.